Na morje gremo. Saj vem, vsi ostali razmišljate o spomladanskem čiščenju, ampak Hrnčiči zdajle razmišljajo o spomladanskem razmetavanju. V hiši na pobočju nad Ankaranom z idiličnim pogledom na slovensko obalo živijo mama Olga ter sinova Marko in Zlatko z dekletom ter Olgin novi partner Leon. Mama Olga se je kljub izobrazbi višje poslovne sekretarke odločila za drug poklic. Zaradi vseh drugih stvari, tudi bolezni mojega očeta, je prišla do tega, da sem se začela spoznavati z alternativno medicino. Potem sem obiskala šolo za refleksoterapeute, za limfoterapeute. To mi je potem nekako tudi prišlo v kri, zelo rada sem delala, s tem so potem prišle tudi meditacije. Potem sem se nekako v tej smeri zelo, bom rekla, izobraževala in tudi zelo uživala. S partnerjem Leonom uživata v vrtnarjenju, svežo zelenjavo pa ob nedeljah, ko se zbere cela družina, okušajo v Leonovih kuharskih mojstrovinah. 17-letni Marko je bil perspektiven košarkaš, a ga je poškodba kot posledica prehitre rasti pri tem ustavila. Našel se je v glasbi. Pri 6 letih z enim kolegom iz Hrvatino smo bila doma, nismo imeli kaj zadelati in smo rekli, gremo ukrasti bratu CD kakšen, da vidimo muziko kakšno. In smo šli v sobo in smo videli CD, gor piše 50 Cent, je pisalo in smo ga dali v radio. In nam je bilo všeč muzika in pol od takrat poslušamo samo rap. Zlatko se navdušuje nad adrenalinskimi športi, a je sedaj zaradi prometne nesreče z motorjem primoran mirovati. Tudi sicer družino Hrnčič v zadnjih letih spremlja nesreča. V še eni prometni nezgodi sta bila namreč poškodovana tudi Marko in Olga, ki zaradi tega ne more več upravljati poklica maserke. V trgovini, v kateri trenutno dela, pa zanjo čez 3 mesece ne bo več dela. Odpoved delovnega razmerja v naslednjih mesecih čaka tudi Zlatka. Pri tem pa mesečne obveznosti ostajajo. Po ločitvi smo se dogovorila z možem, da vse te kredite prevzamem, ki so zelo visoki in odvisni od tega, kaj v hišo pride. Moram reči, da vsi nekako pomagamo, da na koncu meseca tisto najnujnejše pride. Je pa velik strah, kaj bo. Da bi vsaj malo olajšala nastalo situacijo, je Olga družino prijavila v iskalce. Jaz redko gledam, bom rekla, takole televizijo in tako, ampak tisti večer sem res sedela in sem tako gledala in mi je bilo tako lepo, ko sem videla tisto gospo in je rekla, to je pa naš denar za dopust, ne, in sem rekla, kaj še obstaja, ki je kdo, ki ti nekaj da, ne, da ne vzame samo. In se tako kar prijavila. Brez veze, rekla, nič bo pa probala, ne, saj nič ne košta. V štartu tako pač nismo niti se verjeli, bolj smislim, da nas malo heca, da nas hoče malo korok prinesti. Vohaš, morski zrak. Ful dober, jaz upam, da imajo tudi kaj za jesti, konc koncev smo na Primorskem, kakšen pršut ali pa kaj takega. Se bom plačal. Olej, klej. Živjo. Živjo, Olga, živjo. Živjo, Denis. Čau. Živjo. Živjo. Enis, čau. Imate kaj za jesti, vidim, nekaj imate za jesti. Veš, kaj glih smo prišli, bolj bo enem klepetom, smo te čakali in si lahko vzameš, izvolite. Ja, super, hvala. Bom jaz raje s sladkom. Sladko. Ja, bom zamenil. Kako ste? Dobro. Zdaj smo super. Ja? Jaz sem prišel malo pogledati vaše stanovanje. A ste sploh pospravili kaj, ali imate navado pospraviti, ko pride kdo na obisk? Malo smo. Ja. A da mami sam piškote takrat, ko kdo pride, ali? A jih lahko tudi tako ješ? Recimo v tork? Lahko, ni problema. Ba je nekaj, vi pogledate v dlan in znate nekaj povedati, ne? Ne, to pa ne res. Kako ne? Tako, če pogledate, kaj recimo lahko vidite iz tega? Ja, tako nekako to ne, bolj bi rekla, tako se začuti. Aha, tako, ja. In deva. Ne, čas. A tega ni? Ne, Kaj pa? tega ni, ne. Ne, A sam tako se gleda v oči? tako. In potem se začuti, če je pretok energije ali pa ni. Aha, a je bil pretok? Malo, mogoče zdaj preveč nervozen vmes. Ja? Jaz nič ne vidim, sam jedel piškote. Fajn. En pa manjka? Ja, Leon. Leon je žal mogel iti na delo, ker ni mogel si zrihtati smene, tako da se opravičuje. Ti si pa je reper? Rime. A če midva en dvoboj narediti? Evo, istočnica
Škoda jeti. Vseki. Škoda jeti, da šov in avdič ne morejo me jeti, ker smo prehitri in vsi prekleti. Škoda jeti, ne boš da se furati poleti, ko sonce žge, škoda proti morju gre. Kaj pa ti? Bolj narodnjake pojem, nisem glih reper, ampak bom probal. To je škoda jeti, samo pravijo, da se sveti. Klimo prižgal, da ni mi vroče, poklical sem psa ven iz koče. Da šel je na Planet TV vsak četrtek, zvečer ob 8, išče se denar, posobi se. Jaz sem žejen, ali ki bombone. Jaz sem vam tukaj prinesel 7145 evrov. Kdo bo iskal? A, vidva ta iskala. Zakaj? Ker sta hitra? Mislim, Olga ne verjamem, da je hitra. Jaz sem bolj narodna, meni vse dol pade in če bo kje noter skrito. Bolj se spoznamo na ta spodnji štup. Aha, sej, to me ne briga, na kaj se spoznate, jaz bom pač nekam to skril. Zdaj bi vas jaz prosil, da prinesete še kaj za jest, preden zapustite hišo za 1 uro, da jaz lahko skrijem na. Aj prav? Dobro, Ok. bomo narezali malo pršuta. Tle bojo ležali na denarju. 50 cent, 50 euros. Da bojo lahko tiskali denar. Ta mali reperček, vsak ta prav reperček, ima ful teh stvari s kapucem. Dajmo pogledati, koliko kapuc ima. 50. Prva. 50. Druga. 50. Tretja. 50. Četrta. Koliko ima teh kapuc, lega? 5. In te trenirki. Zdaj, ko bodo roke v žepe, da res šuška. Kaj pa je to? Upam, da to ne nos on. Pa 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip ima 6 ukradenih telefonov. Jaz se ne vem, če so ukradeni, no, ampak kaj če ti toliko telefonov tle imaš? Pa enih 100 evrov lahko spravimo na več baterije. Rolex. Iz Bosne, verjeten. Jo. Tle ne moš niti normalno. Kaj šele, da bi imel dogije. Zdaj smo v kuhinji. In tukaj se največ časa seveda zdržuje mama. In imajo tole fritezo. Jaz obožujem pomfri, pohane stvari. Pa sem si rekel, zakaj pa ne bi dal 500 evrov not v fritezo. Tle imamo za vsakega nekaj. Pa še zdaj kužija. Joy. 100, 200, 300, 400. Sto, 200. Pa da no denar zmrznil. Vse dost, 350. Kaj pa še radi? Šel se savc, 150. Konc. Preveč mest je za skrit, tako da jaz mislim, da bo kar težko, če nam bo sreča naklonjena, drugače bo pa kar težko najti, ja. Kaj živčni? Malo, ja. Kakšna posebna taktika? A? Nekako, kaj zdaj bo v enem, kolikih prostorih? V 2 prostorih. Eno je kuhinja, eno je pa tvoja soba, Marko. No, on je svojo, Ja? tam je on gazda, jaz pa te v kuhinji. Vi imate pa kuhno čez. Jaz sem kao v Ste pripravljeni? Ja. Ok, začnimo zdaj. Kaj lahko razbijem? Ja, vse vaše. Vaše pa nisem pobirala do Minuta je mimo. Aj, gre dober. Ja, dobro.
Videti super, no? Hitro gor, hitro gor. Hitro, hitro. Boš pomagaj. Gremo preveriti Markota. Kar gremo noter, gremo not. Hitro, ajde Marko, ajde Marko. Dajmo. Še minuta. Ajde, minuta, hitro. Dajmo. Daj Marko. Še 30 sekund. Dihni, matra globoko. Še 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Kar si najdel. Zdaj, dihaj. Dole. Dobro, imaš še kaj? Nimaš, gremo še tja. Vej, imeli smo vse. Zakaj pa niste razbili? Ja, konc je zdaj. Ma naj gre not. Ne gre. Ma vas prosim. Ne, res? Pa kaj ga moram res razbiti? Ja, zdaj konc. Ma ne, naj gre. Ne, ja. Oh, ja. Okay. No, kaj pravite? Dosti je videti, saj je vse eno, biti proti pričakovanju, vsaka čast. Tanaš. Ja, to je to. Zdaj našli ste kar nekaj, ne? Ampak zihar vas zanima, Kaj je ostalo? kje se skriva ostali denar. Tukaj noter. Kaj mislite, koliko je? 500 evrov. 400. Ko bi se trignil me vas. Enostavno sem mislila, da je dovoljši dan na kup. Povem po pravici, ma, ni važno. Ampak ste me vprašali. Sem, Pa kaj sem rekel? lahko. Ja. Razbiješ in je to. Glej, ne morem ti povedati, narobe sem razumela, najbolj mi je žal tega, je en kredit, ampak glej, kak je bilo, tak naj gre. Za srečo k drugim. Tukaj se odpre, tole se da ven in tle noter je vrečka s 500 evri. Hladilnik. A vidite? Na pive. 100. Pa daš per ven, pa ga obrneš, Pa še 100 evrov. to je pa tvoja soba. Kako nisi videl? Že tle. Kaj je to? Kaj, printer? Printer. Ja, pa je tvoj. Ne, ni moj, se zglih zato mi je uno tako. Je tvoje. Dam ti ga. Ja. Ja. Hvala. Kaj pa tole, no? Ja, to res. In on je tako jemal ven, ne? Ja, sem bil. Bravo. To pravi, misli, ne? A smo Pa nove. tvoj 50 cent. Vidi se. Z tega si vzel, ne? To sme tle med štumfi. Ja, vem. To mi je punca dala enkrat tako kao zadril, pa sem sam dal, ne vem kam da si dam. Da ti nosiš to, ali kako te dali. Ja, pač tako. Nisi nič pogledal tle tvoje kape. Ajoj. Pa to ni res. ej. Obrnem se. Vrata malo probi zapreti. Zdaj pa čist spet gor do konca. Koliko je? 200. Kaj si nore. Kaj pa imaš tole škatlo? Kaj je to? LG? Ne. Kako ne veš? O A telefonu. pa je ukraden? Ne. Če kako, pa moraš znati pojasniti tudi kodi tole. Pa ne vem, prišel sem sobo in bila škatla. Zdaj te dve stvari so mi prav zmedli, ker niso bile moje. Te odpri. Kaj je to? Mobi paket. Sej ni ukraden, veš. Če mi škatla. Vse je tvoje. Moje. Tudi tvoje. Meni
je bilo grozno, ko je on rekel, minuto in pol, ma kako minuto in pol, če sem imela občutek, da sem komaj začela, ne? Tako da dejansko, ko si skoncentriran na tisto, kaj še nisi pogledal, mine čas. Ja, hitro mine čas. Ne? Najbolj mi je žal, da nisem videl denarja v zvočniku, ki je bilo, pač, ker je bilo res na vidnem mestu, pa mogoče pod posteljo, tako kot je bilo skrito. Lahko bi samo jogi dvignil, pa bi bilo... Dejansko se zaletavaš kot tele, po domače povedano. Jaz mislim, da smo zbrali 600 evrov. Toliko denarja, ko sva ga pustila, da ne more biti več kot 500 evrov. Jaz mislim, da smo zbrali enih 500 evrov, se je pokazalo, koliko je ostalo, je kar nekaj tega ostalo, koliko je bomo pa videli. No. Družina Hrnčič, v vašem domu je bilo skritih 7145 evrov. Zbrali ste, oziroma našla sta, 1870. Sva zbrala? 1870. Ja, hvala Bogu, res. Res? Kljub tem, da smo vse te boljše posebej. Ja, te je mislila, okej. Ma najbolj sem sreča, saj sem rekla. Ej. Ampak ni še konc. Še vedno si lahko priborite razliko do 2000 evrov. Imate na voljo dve možnosti. Eno je znanje, eno je sreča. Zakaj se boste odločili, oziroma najprej se morate odločiti, kdo bo odgovarjal. Veš kaj, glede na to, da smo se midva namatrala za 1800, ste rekel, ne? 1870. Alora, počete ti za 130. Ja. Ok, Zlatko, si ti. Zakaj se boš odločil, znanje ali sreča? Kaj gremo, srečo bomo. Boš srečal. Ja. V eni izmed teh škatlic se skriva razlika, se pravi 130 evrov. Prva. Druga. Ali tretja. No, kjer je bolj simpatično? 30 sekund. Samo zbrati. Teče. Pa bomo zbrali tega. Tega. Najprej tega. Ustrajaš? Ja. Ja? Konc. 5. Lahko se še premičaš. 4, 3, 2, 1. To je to. Ja. Ok. Jo poznaš? Veš, da je? Ni to Znala mi je, sem ne zdaj Saša, rečem ni imena. to? Kako? Saša Lendero. Saša Lendero ni, Špela Grošelj. Benter pozna, Tomi Harmonik, ne morem verjeti. Ti imaš srečo v športu tudi, ne? Ja. Pri muziki je nima. Prazno. Tle ni. Zdaj imamo pa tole, ne? Bravo. Karlek. No, to Čestitke. je primeri. 130 evrov. Še nekaj, boš Bravo. to več. Hvala. Bravo. Dobili ste 2 jurja. Ja, bravo. Nisem tega pričakovala in sem ful srečna. Hvala. Res, res. Brez besed, mislim, presenečeni, fulno, ker smo bili res šokirani, se pravi, nisem si niti najmanj pričakoval, da je toliko in prav šokirano presenečen. Meni ta denar zdaj pomeni, bom rekla, en večji doskok do tega, da se rešim zapadlih bremen. Tako da sem jim zdaj ravno rekla, da 1200 pač moramo dati za kredit. Ostalo bomo pa nekaj skupnega. Ali bomo kaj naredili, mogoče bom tudi malček dala Zlatkotu, vsakemu malo, ker vem, da pač tudi rabijo in bomo po verjetnosti tudi še kakšen piknik ali pa kaj takega naredili.